Spet. Še kar. Kole, gospe pa gospodje. Naša Kropa je stara tam nekje 800 let. Kot industrijsko naselje se je začela razvijati konec 12. v začetku 13. stoletja. Približno 1000 let nazaj, če gremo še malo nazaj, so nemški kralji razdelili Gorenjsko in na Gorenskem so nastala 3 gospodstva. Eno je bilo Loško-Frajzenško, eno je bilo Blejsko-Briksenško, eno je bilo pa Radovliško-Ortenburško, no in v Ortenburško-Radovliško gospodstvo je spadala Kropa in tam cirka 800 let nazaj so današnjo Kropo najprej poselili z Nemci. Ti Nemci so odkrili železovo rudo. Zunaj nas obdaja planota Jelovica in na Jelovici so bila nekoč nahajališča železove rude. Jelovica je bila bogata z bukovimi gozdovi. Ti gozdovi so bili potrebni za pridobivanje oglja. Oglje so uporabljali kovači v kovačnicah pri segrevanju železnih palic, iz katerih so kovali žeblje. Predvsem so pa oglje uporabljali pri taljenju železove rude. Zdaj, če bi prišli iz Jamanka dol v Kropo, bi na prvem ali pa zadnjem ovinku, če greste z Krope ven, najdeli eno kamnito hiško in v tej hiški se skrivajo naše prve peči. Te peči so precej nizke, visoke so približno 3,5 metre in energija je bila veter in prvo taljenje železove rude je bilo bolj, bom rekla, ne klavrno, ampak železo ni bilo dobre kvalitete. Potem pa se v 15. stoletju rodil Leonardo da Vinci in vsa nova znanja, vse nove tehnologije so k nam prišle iz Italije in ta nova znanja so pomenila tudi novo energijo, to je bila pa voda. No in ko se voda začne izkoriščati v 15. stoletju, se pa iz zgornjega, torej iz dna, iz začetka Krope, v srednji pa spodnji del prestavita oziroma postavita 2 klasični požini. Tale hiška ima 2 visoka dimnika, to je zgornja požina, tale je spodnja požina in potem so v bistvu okrog teh 2 tovarn naredili Kropo. Zdaj, istočasno, ko kroparji, oziroma tisti, ki so bili, začnejo pridobivati kovno železo, pa začnejo kovati žeblje. In 500 let je Kropa kovala žeblje. Žeblje so kovali pa v posebnih kovačnicah, mi jim rečemo viganci in vse te male lesene hiške, ki si sledijo ob Kroparici, so viganci. In v teh kovačnicah je delala cela družina, ata, mama in otroci. 8 let stari otroci so začeli pomagati, se pravi, so se nekako začeli učiti, 11 let stari otroci kujejo. Delajo 6 dni v tednu, 12 do 16 ur na dan, začnejo kovati ob 4 zjutraj in mi ženske delamo do 2000 žeblov. Se pravi, dnevna norma za žensko je bila 2000 žeblov. So pa v Kropi kovali 127 različnih vrst. Najmanjši med kroparskimi žeblički je tale žebel, tole je žebel za cokle. Potem so bili žebli za čevlje, za konje, za ladje, železnico, gradbeništvo, pohištvo. Največji med kroparskimi žebli je pa benečan. To je poseben žebel, ki ga je Kropa kovala samo za benetke in z njimi so v benetkah med seboj vezani hrastovi piloti, na katerih stoji mesto. Bile so pa benetke izredno pomembne tudi za razvoj Krope. Namreč severna Italija z mestoma Benetke in Trst je bila naše prvo tržišče in preko Benetk gredo žebli Nemčija, Francija, Anglija, preko Trsta tudi v severno Afriko. Zdaj, če se spomnite, sem vam upravno rekla, da je Kropa spadala v Radovliško gospodstvo. Se pravi, najprej so bili posestniki grofje Ortenburški. Ortenburžani niso imeli fantka, torej moškega potomca, so za njimi dedovali celjski grofje. Za Celjane vemo, kako se konča. No in v začetku 15. stoletja za celjskimi grofi tudi Radovliško gospodstvo podeduje Maksimilijan, torej Habsburžani. In zdaj prehod pod Avstrijce je pa za Kropo izredno zanimiv. V začetku 16. stoletja je bila Kropa razvito industrijsko naselje, ki je pritalila veliko železa, skovala veliko žebljev. No. Planet TV imate doma, ne? Ja. A kaj tega taluštnega Sulejmana gledate? Ja. No in ta stric Sultan Sulejman
je imel veliko problemov z Maksimilijanom. No in Maksimilijan ni imel denarja za orožje, ni imel denarja za vojsko. Na eni strani problem lahko rešijo Kropa, železniki in tako naprej, dajo železo za orožje. Večji problem je bil dobiti denar. No in Maksimilijan se je spomnil, da bo oddajal svoja posestva in v začetku 16. stoletja odda tudi Radovljiško. Zdaj k nam kot posestniki spet prihajajo koroški grafje Dietrichsteinski, ki so dali toliko in toliko goldinarjev, dali pač Maksimilijan kup vojsko, ampak Dietrichsteinski so ta denar hoteli čim prej nazaj, zato so bili pri nas visoki davki, feudalna tlaka in kroperji so rekli ne. Če cesar potrebuje železo, mi železo lahko damo, davko pa ne bomo plačevali. No in bili so toliko pametni, da so se pritoževali neposredno na Dunaj, torej na dvorno komoro. Po vseh pritožbah in po vseh rudarskih redih dobimo rudarski red cesarja Ferdinanda leta 1550, po katerem je v bistvu Kropa postala, to se pa zdaj malo čuden sliš, država v državi. To pomeni, da smo od cesarja Ferdinanda do cesarja Jožefa II. Imeli svoj denar, da fantom ni bilo treba iti k vojakom, da se niso plačevale ne cerkvene, ne državne dajatve, ni feudalne tlake in v bistvu pri nas se razvija kapitalizem. To se zdaj spet malo čuden sliša, ampak naše bogate družine niso bile plemstvo, ampak so bile navadne družine, ki so skozi leta postale bogate in pomembne. Zdaj, če ste malo Kropo pokukali tele minute, ki ste me čakali, ste videli, da je nekaj hiš bolj velikih. To so hiše, v bistvu gre za podeželske fužinarske dvorce, to so hiše, v katerih so nekoč živele bogate fužinarske družine. In zdaj ena od teh hiš je danes Kovaški muzej. Se pravi, ta velika sivo-zelena hiša, ki ima bele črte, to je Klinarjeva hiša, danes je tukaj Kovaški muzej. Potem imamo na drugi strani farno cerkev Svetega Lenarta, pod njo imate dve drevesje, vidite, tamle na maketi, pa še eno veliko hišo. Macolijeva greščina, če bi šli naprej gor vodno, bi srečali Potočnikovo hišo, no, če bi pa šli od tam dol, ki ste stali nasprot, ne vem, C-bara, po Gosposki gasi, bi pa srečali še nekaj takih bolj mogočnih hiš, in to so hiše bogatih fužinarskih družin. Vse ostale hiše so bile pa zgrajene za delavce in njihove družine. Zdaj, Kropa kot industrijsko naselje je bila bogata v 18. stoletju. Na eni strani imamo delavce, ki delajo 16 ur na dan, pa komaj zaslužijo za žgance, polentov, tržov, krompir, zelje. Na drugi strani pa rečemo, Kropa je bogata. V bistvu je to obdobje 18. stoletje, ko Kropa na leto pritali veliko kovnega železa, skuje veliko žeblov in trg za naše žeblje je v bistvu cela Evropa. Žeblje gredo od Londona do Bosporja pa Dardanel, torej cela Evropa. Pa še nekaj je bilo zanimivo. Tukaj je bilo samo 70 hiš, v teh hišah je pa živelo več kot 1400 ljudi. Zdaj, če bi v Kropo prišel na avtobus, ki je rekel gospod 60 ljudi, bi rekel, gremo vsi skupaj v eno hišo. Si predstavljate, se pravi 18. stoletje, 70 hiš, 1400 ljudi, v nekaterih naših hišah je živelo 4, 6, 8 družin, družina pa v povprečju šteje ata, mama pa 10 otrok. Se pravi, v naših hišah je živelo 40, 60, 80 ljudi. To je bil kapitalizem, ja, pa produkcija in tako naprej. No, zdaj imamo pa stara težka Kropa 90 hiš, v teh hišah nas pa približno 150 živi. Tiske dobe računate, pa ste zdaj malo zračunali, koliko nas je v bajtah, a ne? Pa koliko imamo kujavenkov, pa koliko imamo še česa drugega, ne? Ja, seveda, sej, če še deckujemo, šit na svoje, a ne? Zdaj takole, 18. stoletje je bila Kropa bogata. Tam leta 1780 se nam pa zgodi prva zanimiva zadeva. Avstrijski cesar postane Jožef II. Jožef II. Krajev, kot je bila Kropa, ni maral, zato nam je vrnil davke, fantje so morali iti vojakom. In istočasno, ko Jožef II. Izvaja reforme, na tej strani gore, na tej strani Jelovice, začne zmanjkovati železove rude. No, da je bil hudič še večji, pa na drugo stran Jelovice, tam je pa Bohinj, pride Žiga Zois.
Žiga Zois je bil mineralog, botanik, mecen, imel je veliko denarja in je na drugi strani Jelovice najdel žilo bogato železove rude. Vsi ste slišali že za stare Fužine, ne? Tam postavi Fužino, postavi kovačnice, začnejo kovati žeblje in tukaj kriza, na drugi strani razvoj in pride do konkurence. In Kropa temu ni znala slediti. In konec 18. stoletja v Evropo pride še zadnja velika kuga in začetku 19. stoletja, v dobi 10 let, tukaj v Kropi umre več kot 800 ljudi. No, potem pa imajo Avstrijci spet eno idejo, da povežejo dve mesti, to sta Dunaj in Trst. No in zdaj Kropa dobi delo, namreč Kropa za železnico Dunaj-Trst skuje vse žeblje. Vid te železnice je pa v tem, da vlak nikoli ni prišel do Krope. In ker ni bilo vlaka, ni bilo surovin, zato konec 19. stoletja tukaj nova velika kriza. Bogate družine so čez noč propadle, krizo so reševali delavci in leta 1894 so ustanovili eno tovarno, ki so je rekli Žeblajska zadruga. Torej, lastniki tovarne so delavci. Iz te tovarne imamo pa še vedno dve tovarni. Tukaj nasproti muzeja je Uko, njihove izdelke ste malo videli, mreže, ograje, ulične svetilke. Zdaj, gospe, če rade brišete prah, se splača kakšen luster kupati. Druga tovarna je pa dol Novi Plamen. Novi Plamen pa dela različne izdelke, trg je pa nemška avtomobilska industrija. Zdaj, Kropa smo rekli danes približno 90-89 hiš, pa okrog resno 150 ljudi, pa ne 80 kuškov. Ja, to pa mora biti. Ja. Ja, gospa, zdaj ste nekoli. Meni je najbolj zabavno, ko se smejejo tlele otroci, ki pridejo, ne vem, 5., 6. razred, pa rečem 10, 12, 13 otroka. Pa rečem takole, moja babica je bila ta 13. Moja babica jih je imela 7, moja mama imela 3, jaz smo pa enega. Kako zelo lepo smo v 100 letih prišli na nič. Zdaj takole, skozi muzej. Ali pa par besed še o hiši. Zdaj, Klinarjeva hiša je bila zgrajena v bistvu v 18. stoletju. To je podeželski fužinarski dvorec. V tej hiši je živela bogata fužinarska družina. V pritličju so bile delavnice, skladišča ali pa trgovine. To je bilo v vseh hišah. Vi ste v hišo stopili z ceste, torej skozi glavni vhod. Naše hiše imajo pa 3 vhode. In ti vhodi določajo, koliko se zasluži. Višje smo živeli, slabše plačani smo bili in na vrh so male podstrešne kamerce, ki jim rečemo štibalc. Štibalc je bil v bistvu sobca, kjer je bila samo posla, tam se ni kuhalo, jedlo, gledalo televizije, ampak se je spalo pa dojenčke delalo. Zdaj, hierarhija hiše. Prvo nadstropje je rezervirano za bogato družino. Rečemo, da ima Fužinar ženo pa 4 otroke in potem ima rad denar in na isti kvadraturi zgoraj, ko tukaj živi 6-8 ljudi, zgoraj živi 8 do 10 družin, kar pomeni 80 do 100 ljudi, potem pa še na vrh rečemo 20 do 25 in dobimo približno 120 ljudi. Zdaj, tale strop je barok, se pravi Janez Krstnik, ne Leopold Lajer je avtor, imate pa Svetega Jurija, ki se bori z zmajem, Marino Kronanje, pa Janeza Krstnika, ki krsti Jezusa ob Jordanu. Skozi muzej, a smem vprašati, s kje ste prišli v Kropo? Z Barja. No, dobro. Zdaj, to ste tako rekli. Zdaj, spod Tabora, pa čez Lipencov vrh. Aha, dobro, ste pa doma v Fetišovci, pa kje? No, tako, hvala lepa. 5 kilometrov z Ljubljana. No, zdaj že veliko vemo. Zato 12. Zdaj, zakaj vas to sprašujem? Vi ste na Barju, mi smo pa na Krasu. Jelovica je kraška planota in mi imamo tako kot v Postojan lepe kraške jame, imamo tudi rudne jame, rudnika pa nimamo. Večina železove rude, tole, kar jaz v rokah držim, je limonit, večina železove rude se je nabrala, kar pomeni, da so v roku vzeli uno matiko,
pa zemljo odgrnili, pod zemljo so se nahajala zrna železove rude, so rudo nabrali, dali posebno posodo in potem so fantje imeli fitness. Lesena palca, 2 kibli, 2x20 kg, pa imate fantje fitness. Je pa tako en resničen vic, jaz v življenju poslušam od Franca Napajere. Franca Napajera sta rudarila na Jelovec, to sta bila mož pa žena. In enega leta se je Franca vrnil v dolino, pa so rekli kroparji, ja Franca, nazaj pa nehal rudo nabirati, pa reče Franca, konj je crknil, ki je Jera umrla. Ja, ker velikokrat ljudje vprašajo, kako so pa tovarjala, vse ogle so ženske nosile, rudo ste moški nosili, edino žeblji so šli na konjih. Tukaj imate iz Slave Vojvodine Kranjske, iz Valvazorja, imate tovornike. In žeblje so tovarjali v posebnih sočkih, ki jim rečemo barigla, noter je šlo 60 kg žeblov in potem je šla 2-krat na mesec karavana 30 konj iz Krope. Tam, če bi se danes po grob sprehodili, kjer so danes na vratah že v Ljubljani pritisnete, da se garaža odpre, so bili včasih konji, so bile štale. In pri Jarmu dal je bila furmanska gostilna in v bistvu 2-krat na mesec gredo tovorniki. Približno 30 konj, trgovska pot je pa šla najbolj zanimiva. Kropa, Jamnik, Dražgoše, naprej na železnike, na Petrovo Brdo, pa dol v dolino proti Italiji. Nazaj so pa tovarjali z Benetk, sol. Najprej sol, za bogate in vse ostale prebivalce. Potem so tovarjali drage tkanine, damast, brokat, žamet, svilo. Potem za bogate družine vino, olje, kasneje pomaranče, limone. Vino smo že rekli, najbolj zanimive so bile pa gevirce, začimbe, se pravi poper, muškatni, orešček, žafran in tako naprej. Ampak mi navadni delavci imamo bolj krampir pa zele. No, se pravi železova ruda, potem imate kible za nošenje, malo se rudarsko orodje, poglejte. Pa se tlele, prosim, fužinci postavite.